Dobrodošel v dnevnem podkastu, kjer raziskuješ najpomembnejša vprašanja življenja skozi misli in nauk starih stoikov, kot so Seneca, Epiktet in drugi. Vsak dan ti prinaša novo lekcijo o življenju, prilagojeno za človeka v modernem času. Današnja stoična misel je od Marka Aurelij, meditacije. Obrni to na glavo in poglej, kakšno je, kako postane, ko je staro, bolno ali ko se prodaja. Kako kratkotrajni sta hvalitelj in hvalec, tisti, ki se spominja in tisti, ki je spomnjen. Spomnjen v nekem kotičku teh delov in celo tam ne na enak način pri vseh ali celo pri enem. In celotna zemlja je le majhna pika. Konec citata. Sledi kratka razširitev te misli za modernega človeka. Mark Aurelij nam tu sporoča, da je vse v življenju prehodno in minljivo. Vse, kar vidimo in cenimo, se s časom spremeni, se stara, zbledi ali izgubi svojo vrednost. Tudi tisti, ki nas hvalijo, in tisti, ki se nas spominjajo, bodo s časoma izginili. To nam lahko pomaga relativizirati pomembnost mnogih stvari, ki jih cenimo v življenju. Materialna bogastva, slava, uspeh, vse to je minljivo. Niso končni cilj, temveč prehodna sredstva, ki nam lahko pomagajo na poti do zadovoljstva in osebne izpolnitve. Razmislimo o tem, kako cenimo lepoto. Ko gledamo lepo osebo ali stvar, se pogosto ne zavedamo, da se bodo s časom spremenili. Lepota zbledi, osebe in stvari se spreminjajo. Če se preveč osredotočamo na to minljivo lepoto, lahko zanemarimo druge, bolj trajne vrednote, kot so prijaznost, poštenost in ljubezen. Tudi tisti, ki nas hvalijo ali se nas spominjajo, so minljivi. Njihova hvala ali spomin je lahko prijeten, vendar ne bi smel biti naša edina motivacija. Ne smemo se osredotočiti le na to, kako nas vidijo drugi, temveč tudi na to, kako se vidimo sami in kakšno življenje želimo živeti. Kot pravi Seneca, nič ne osrečuje toliko kot ljubeča in zvesta prijateljstva. Zato podeli to epizodo z nekom, ki ti je blizu in ne pozabi slediti podkastu, da boš lahko obveščen, ko bodo objavljene nove epizode starih modrosti stoikov. Želim ti polno preizkušenj in poguma v tem dnevu.